Danes bomo delali video, kako preprečiti slab vid. Dejansko imam jaz očala že od 8. leta in sem jih skozi live zamenil kar nekaj. Ta očala, ki jih imam pa zdaj, jih pa nosim že 10 let, sem opazil, da se mi je vid poslabšal. Imam migrene, glava me skozi boli in ne morem fokusirati svojega vida pri editanju videov. Zato sem jaz par dni nazaj na Instagramu rekel, če pozna kdo kakšno optiko, ki bi bila za sodelovanje, da bi dejansko naredila en tak poučen video, ki si ga boste pogledali zdaj. Ravno na Koroškem, malo smo šli čez ovinke, pa to je bilo kar zanimiv. Optika, urarna, Brumen, sem je rekla, pridino, ti bomo zrihtali očala taka, kar rabaš in gremo not, da vidimo dejansko, kaj mi bojo dali. Zdravo. Dobrodošli, me veseli. To so moja stara očala, začel me je matrati pri računalniku, dobesedno, ko igram videoigre, ko editam, mi je fokus začel pač padati in dobivam migrene. Skratka, matra me in hvala ti, ker si se odzval na moj klic za pomoč. Daj mi pa zdaj povej, dejansko kakšen je postopek, jaz furam očala od 8. leta, vedno sem prišel, smo naredili, nisem vedel nič, zdaj bi pa rad jaz se naučil, kaj oziroma kako se to izbere in naredi. Zdaj očala boma zmerila prvo, kako dioptrije si do zdaj imel. Verjetno je že dioptrija malo slaba, zato tudi migrene, glava boli. To je prvi pokazatelj, da dioptrija ni prava oziroma da potrebuješ novo korekcijo dioptrije. Tako. Zdaj tu zmerimo dioptrijo v očalih, zmerimo dioptrijo na stroj, kateri v 80% trofi dioptrijo, potem pa zmerimo še ročno. Zberemo okvirje, potem pa naročimo stekla en teden nekje. In ti, ko si iz Ljubljane, ti bomo poslali očala. Ko mi čakam, da vidimo, kaj si pripravil za mene. Opa, ko imaš pa to tle? Stroj za izdelavo očal. Tu v bistvu postavimo okvir, katerega poskenira mašina. Tu damo okroglo normalno steklo in potem ta okvir obrišemo in se steklo zbrusi po obliki tega okvirja. Vse to se naredi seveda po tvojih podatkih, da točno gledaš skozi center stekla v teh očalih, potem ko se to vse skupaj zmontira. Tule bomo zdaj zmerila center in točno dioptrijo. To je tvoja dioptrija stara, plus 0,5 za minus 0,5 cilindra. Zdaj gremo meriti. Bravo, gr. Zdaj pa čelo zelo preskloniš. Evo, tu je dioptrija zmerjena. In zdaj gremo mi do še to vse ročno narediti, ali? A si preveril zelo naprej? Pa ni neke hude razlike. Torej, koordinacija, tu se boš usedel, probni okvir, pogledaš mene, pa mi pogledaš tu v prst. Aha, to je ono, ko sam tek not daješ, pa štelaš leče. Zdaj pa gledaš lepo v ekran, jaz eno oko ti bom zaprt. Oba pa očesa imaš normalno odprta, da bomo kar nadkorekcijo delali. Torej, nadkorekcija, da se stara dioptrija v okular in potem pogledamo, koliko se je dejansko spremenilo. Torej, desno oko je v redu, levo si rekel, da so problemi. Ja, v bistvu jaz se z desnim švercam, ker dejansko desno mi nos. Če bi jaz desnega ugasnil, na levega gotovo. Desno oko, to je dominantno oko, to je realno. Mi lahko prebereš to? O, E, V, P, Y. Zdaj pa je, a je s tem kaj bolj možno? Moče malo bolj. Zdaj gremo pa pogledati cilinder. Zdaj bomo dala prvi, drugi. Jaz te bom vprašal, prvi, drugi. Je prvi boljši ali drugi boljši? Ko bo ta enaka, mi poveš, enaka sta minimalna razlika, ne more se odločiti ne za enega, ne za drugega. Je boljše. Prvi. Drugi. Prvi. T, Z, A, H, V. Ostro je fajn. Tako je, če povišujemo cilinder, lahko je potem problem pri navajanju. Jaz vedno spremljam kompromis med tem, da če ti meni vidiš ostro, torej če ti vidiš z enim očesom 100%, jaz tebi ne bom navijal dioptrije brez veze, ker s tem tudi pol oko manj dela, čeprav nadaleč oko ne dela. Nadaleč mora biti dioptrija točno, ker oko takrat ni napeto, je sproščeno. In takrat oko stopi v žarki, dioptrija, ko ti gledaš nadaleč, se mora svetloba lomiti točno tule. Če ti nimaš pravi dioptrije, se lomi ali tu, a ne? Sad će biti problemi. Zdaj, to da zdaj sme ubijo, nič ne vidim. Da, to si imel do zdaj. P, S, R, V, O. Ampak tukaj ni to, da ni fokus. To je zdaj to je črno-bela. To je verjetno bil problem že od rojstva, ne? To je pri otrocih, veliko kdaj vidimo otroka, ko ima flajšter čez oko. Boljše oko pokrijemo, ti daš slabše oko, da samo z njim gledaš, da se ono razvija. Ampak to je čas samo do 8. leta starosti v otroštvu. Ok, to je že tako težko za me. K, N, O, T, C. Ok, dobro, pogojno. To? N, C, S, E, K. Kaj se zgodi s tem? Malo bolj ostreja. Malo. Malo bolj ostreja. Ni pa kaj bolj megleno, ne? Ne.
Bomo dala tu 0,25 več, da vidimo. A to se mi dal mojo? Ja, to zdaj je bilo tvoje. Zdaj pa smo že povečali za četrtinko dioptrije, torej 0,25. CTRUS. Ampak je megleno. Ja, on moj stil, veš, no. Dobro, greš to. CEVPV. Kaj pa s tem? Bolj motno, isto. Mali boš, mali večji. Probi mi gledati, če kakva je ostrina, črnina črk. A so črke kaj bolj črne, a so črke kaj bolj sive. CEVPY ali FY. Pa vidiš ti 100% vseeno za tem očesom, samo se vidi, da si celo življenje navajen kompenzirati. Naprimer mi, ko gledamo, nikoli ne vidiš ti dejanske slike, vedno ti gledaš za možgani in možgani delajo po predhodnih izkušnjah. Zdaj bomo šla še tule pogledati cilinder. Kaj je že cilinder? Cilinder je steklo, cilindrično steklo, ki popravlja dioptrijo. To pomeni, normalna očesna napaka je, da se na eni točki, naprimer, svetloba pade sem, se lomi narobe. Ali pa pade sem, se lomi narobe. Pri cilindru je pa problem, da imajo črke senco, torej se lomi žarek tu in tu, na dveh točkah narobe. In pol to steklo naredi eno točko in jo pomakne sem na mrežnico, da je slika ostra. To naprimer mešaš C pa O. Prvi, drugi. Prvi. Stara očala. Jaz ti bom to dal dol, ti si ga deva takoj svojega. A kakva razlika? Meni se da je. Ja, zameniš? Ja, itak. To je zdaj, tako malo večji, bolj čisto. Tako da nimam očal. Daj povej, koliko sem šel v minus. Desno oko ostalo je isto. Levo smo pa malo spremenila, torej iz 1 dioptrije smo prišla na 1,5 z 0,5 cilindra. Se pravi, M še dela svoje. M še dela svoje, to bomo pa zdaj preverili. Zdaj gremo na blizu. Čak, to je bilo nadaleč. Zdaj bo katastrofa. Vstani, pa se probi sprehoditi. Kak je občutek, če pogledaš v noge, ni kakega občutka pijanosti, ali karkoli, ne. Še nekaj zgleda. Zdaj je šele vidim bruke. Kaj lahko bereš tu? Lahko berem number 1. Ni lepšega kot je jutro v gorah. Če bom zdaj šel gledat, pa piši propar. Malo boljši. Malo je, malo večji. Ti si po moje zdaj glih v takem obdobju, da še ne rabiš. Dioptrija je tega adicija. Adicija je dodatek za bližino. Torej, tvoja dioptrija na daleč plus adicija, torej dodatek za bližino. Čakaj, to so ona progresivna očala. To se pol montira lahko v progresiven, ali pa se ta fiksna dioptrija za blizu, torej adicijski dodatek plus tvoja dioptrija za daleč, se zmontira v očala za blizu. Ampak ti si zdaj takih let, tega še ne rabiš. Jaz nikoli ne nosim očala, ko vozim avto, ko sem v zun, ne rabam jih, nimam problemov. Ko sem pa pred ekranom, takrat se pa začne težava. Pa rabiš večjo ostrino, bolj natančno moraš videti. Ker ti v zun, ko hodiš, vse je bolj grobe stvari gledaš, bi lahko temu rekli. Torej, vidiš, da je drevo, ne rabiš, zdaj ne vem, tam ne videti nekih miniaturnih stvari. Sam zdaj, če ne daš tega pola, bom jaz videl boljš? Videl boš viktek zdaj na računalniku. Mislim, am jaz zdaj boljš videl s temi očali? Ti boš s tem zdaj boljš videl nasploh. Videl boš boljš na daleč in na blizu. Ampak zdaj sem pa opazil, vem, preveč sem za ekrani, to je to. Ampak to bomo zdaj zrihtala tudi, če s tem premazal za vijolično svetlobo, blue blocker in to ti bo... Pa bom v bistvu jaz imel pisarniško gamerska očala. Tako. Da dejansko bo zbijal tisto modro svetlobo, ki imamo na telefonu, na ekranih, na televiziji. To bo vse sfiltriralo in bo dejansko to sfiltrira 25% sam teže, ker če bi jih 100% ti ne bi nič videl. Ja, bilo oranžno. Zdaj bomo to dala dol, pa bomo šla še za računalnik, samo se boš tam sedel, da vidim, če je kaj boljš. Ja, boljš, ja. Pa teta primeš svoja. Ja. Kaj si ti meni rekel včeraj prvo? Da si ti že večkrat hotel napisati, kaj imaš te neka predpotopna očala. Škaj, ta očala so edina očala, ki sem zdržala 10 let, tako da prosim, respekt za njih. Dobra, kvalitetna. Ampak kak je moda, se veš. Moda gre pa naprej, ja. Ti imaš obraz nekje srčaste oblike. To pomeni, da ti doj stvari paše. Zdaj, ne smejo biti pretemne, ker si ti doj temen, kovinske se vidijo manj, plastične se vidijo ful na obraz. Ja. Kaj takega bi ti? Pri kovini je fajn, ker jo lahko tudi na nosu nastavljamo. Ali teti nosniki zadaj se premika. Plastika, tak kot je okvir zasnovan, tak je. Zdaj, a tebi paše na nos ali ne, to je čista sreča, dobesedno. Probi naprimer to, zdaj boš videl. Povejte, a paše ali ne paše? Jaz si izbiram očala ponovadi, da se zlijejo z obrazom. So boljša ta ali ta? Ah, kje? Ne, pa to zgleda kot didi je bilo te. A vidiš, ko je svetlejša barva, kako bolj ti paše? Te ali te?
Pa dobro, ni toliko slaba spet. To ti pač si bolj tak športni. To je kaj Adidas. Kaj pa kaj ste te okrogle Harry Potter varianta? Harry Potter ubijo se! To je pa zdaj že tako kao, grem ven žurat kao. To tebi paše. Ne vem. Zlata barva, na nas temnejše. Bakar me bo klical pol. Nehi! Ne! Ne! Po imaš še to opcijo. Ray-Ban! Kaj si vi mislite? Veš ta ali ta? Ta. Se pravi, odločal sem se med tema dvema modeloma, oba sta mi všeč, če bi lahko imel oba, ampak ker se moram odločiti na eno izmed njih, sem se odločil za tele. Come and get some. Zdaj se bomo odločili še za stekla. Zdaj bomo dala, včeraj bomo dala premaz. Zdaj imamo opcijo Blue UV Capture, torej to je, da je že v materialu noter ta filter, ja. Okay. Pol čez se da pa še antirefleksni sloj, ki je najboljši. Zraven ti bom priložil še tole krpico, ki prepreči rušenje steklu. Se pravi, da mi boš antirefleks, blue cocker, mislim bloker, za gamerje pa to, za tisto rumeno svetlobo, pa antifog premaz. Zenično razdaljo bomo še zmeraj samo, koliko imaš na razen oči od nosa do zenice. Da boš gledal potem te podatke, tam ko smo rekli, v mašino vneseno, da bo steklo zbrušeno točno tak, da boš ti gledal skozi ta center stekla v... Ajde, gremo. 2 mm imaš razlik. Desno oko imaš bolj ven, dioptrija plus 0,50 z minus 0,50. Tu pa imamo 1,5. Ok, mi smo končala, to je to. Hvala ti, Jan, za Hvala tebi. super postrežbo. Kdaj dobim očala zdaj? Veseli, nekje en teden. Zdaj, da to pride vse skupaj, da jaz zbrusim. Upam, da pošta ne bo preveč dolgo rabo, da ti pripelje. Vi pa uživite, hvala v ogledu, če rabite optika, njega kontaktirajte, spod imate link. Ej, Jan se je sprsio, mi je dal še sončna očala. Glik za S2000. Sam zaradi Honda si dobil to. Hvala ti. Ok, situacija je taka. Na koncu sem si izbral tale očala. So full coolska, Ray-Ban, kela ročka, lahka, kovinska in mi za današnjo modo kar pašejo. Uporabljam jih zdajle ene 3 dni, dobil sem jih po pošti, par dni potem, ker smo to naredili. In tako bom povedal moje izkušnje. Na začetku se oči morajo navaditi. Opažam, da moje levo oko ima malo probleme pri navajanju z višjo dioptrijo. Ampak po enem času, ko imam očala gor, se to stabilizira in dejansko zdaj vidim, ko editam. Po 2 dneh editanja nisem imel nobene migrene in oči me niso bolele. Doba za 100% privaditev oči je tam do 14 dni. Če se v tem času oči ne privadijo, potem moraš iti zamenjati šipco, ker dioptrija ni pravilno zmerjena. V tem primeru kaže, da je dioptrija zmerjena dobro in se že veselim dela pred računalnikom, ker dejansko bom lahko delal brez bolečin. Če kdaj rabite dobrega optika, optika Brumen je 1A. Jan, hvala ti, da si se vzel čas in da dejansko smo naredili to zgodbo. Vi pa like, share, subscribe, karkoli že to pomeni, pa se vidimo naslednjič.